Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o najbolj umazanih stvarih, ki so doma. In moram vam povedati, tole bodo pa take informacije, ki vas znajo kar malo šokirati, ampak tako koristne, da si tudi predstavljati ne morete. In zagotovo bojo to tiste stvari, ki jih boste govorili svoji sosedi ali pa povedali svoji sodelavki ali pa svoji hčerki, svoji mami, kakorkoli pa že. Ampak še preden pa razkrijemo vse te vsebine, poglejmo, kaj je današnji 24-urni izziv. Koristen izziv danes. Najprej moramo iz življenja spraviti vse stvari, ki so odveč, da naredimo prostor novemu. V naslednjih 24 urah pospravi omaro in se poslovi od vseh oblačil, ki jih ne nosiš več. Podari jih naprej, z njimi lahko pomagaš tudi pomoči potrebnim. Takole, ja, kar težek tale 24-urni izziv in moja mama pravi, da sem jaz doktorica pred tem, kar se tiče pospravljanja oziroma kar se tiče nenavezanosti na stvari. Verjetno tudi zaradi tega, ker sem večkrat izgubila svoj dom in tudi stvari v njemu in potem je to veliko lažje, ko vidiš, da te stvari ne definirajo. Ampak tiste stvari, ki pa jih vendarle imamo doma, nekatere izmed njih so grozno umazane in si jih niti ne predstavljamo. No, najbolj umazan del na telesu, zelo zanimivo, ravno tisti del, ki se nahaja za nohti. Tako je zelo pomembno, da imamo pri umivanju rok, torej neko gobico, ki nam omogoča, sploh ženske, ko imamo dolge nohte, da nam dejansko omogoča, da si tudi izpod nohtov sčistimo vse te stvari. In sami veste, predvsem pa ženske, ki želite imeti lepo kožo, najslabše, kar lahko naredite, je to, da se skozi neki po obrazu šlatate in na takšen način torej tudi pride do mozoljev, do izpuščajev in vsega ostalega. Tako da najbolj, da se z rokam kar puste obraz na miru, razen seveda takrat, ko se umivate. In to je ena izmed takih zanimivosti, sicer pa moram povedati, da smo spraševali naše goste, kaj oni mislijo, katere so tiste stvari v našem domu, v vašem domu, ki so najbolj umazane. Dajmo pogledati, kaj so odgovarjali. Jaz mislim, da najbolj umazana stvar v našem domu je verjetno naš telefon, ki ga non-stop šlatamo. Moja WC. Moja gobica, ki je za pucati posodo. Laž. Takole, moram vam povedati, da en odgovor je bil pa vendarle pravilen. In še preden vam zaupam tale pravilen odgovor, vam ga bom kar zaupala. To je kuhinjska gobica. Kuhinjska gobica je najbolj umazana stvar v našem domu. In zakaj in kako, dajmo pogledati še tele podatke. Kuhinjska gobica je torej kot neka topla greda za bakterije in znanstveniki so v njej odkrili približno 362 različnih vrst bakterij in to neverjetnih 45 milijonov na kvadratni centimeter. Ja, treba je kar tele gobice dobro in hitro zamenjevati. Tako da poskrbite, da ne vzamete tistih najbolj plastičnih, ampak da vzamete mogoče take, ki so bolj biorazgradljive in da jih seveda tudi potem večkrat prelijete z vrelo vodo, pa še kaj bi lahko naštudirali. Zdaj, če pogledamo še enkrat tole fotografijo s tole gobico, zraven lahko vidite račko. Kaj pa ta račka dela pravzaprav na tej fotografiji, na tej sliki? Naj vam povem, da je to ena izmed tistih stvari, ki jo imajo starši velikokrat doma. Takole račko, lepo, zdaj imajo tudi malo bolj moderne račke, že s sončnim očali in pa tak naprej. Ampak kaj je bistvo teh račk? Te račke imajo na zadnji strani, torej tako odprtinico. In v to odprtinico gre nekaj vode vedno. In ta voda potem, ko se dejansko končamo z umivanjem,
ta voda tam noter in to začne plesneti in se nabirajo taki in drugačni mikroorganizmi. Tega seveda ne vidimo, račka se nam zdi čista. In potem, ko naslednjič svojemu otroku ali pa sebi pripravimo kopel in si zaželimo to račko, da plava mimo nas, to račko seveda vidimo, jo stisnemo in tudi, če je ne stisnemo, dejansko v vodo spušča vso to plesen in vse te stvari in si naredimo banjo, ki dejansko je polna takih mikroorganizmov, ki gredo v naše telo in dejansko obremenjujejo imunski sistem zelo, zelo, zelo konkretno. No, ena izmed stvari, ki pa lahko naš imunski sistem izjemno razbremeni, je ščetkanje jezika. Torej, zjutraj, ko se zbudite, poščetkajte si jezik, oziroma sama uporabljam bakreno strgalo, ki smo ga nekaj časa, ne vem kako je zdaj, tudi delili brezplačno. To boste morali seveda preveriti, kajti to je način, ki zelo, zelo, zelo razbremeni naš imunski sistem. No, pa bomo ostali pravzaprav v kopalnici. Kaj naredite, ko greste na veliko potrebo? Ja, ponavadi zmeraj potegnete vodo, kaj ne, da ko se vstanete. Ampak, kaj je zelo, zelo pomembno, je to, da ko se vstanemo, poštimamo, pobrišemo ritko in tako naprej, da preden torej spustimo vodo, da spustimo tudi pokrov. Kajti naši odpadki, molekule vsega tega, ko potegnemo vodo, gredo v zrak. In veliko ljudi ima blizu školjke, potem zunaj tudi zobne ščetke, krtače, brisače in ti odpadki, naši odpadki, grejo dejansko na to, pa si pa mi s tem zobe umivamo, pa pol si mi s tem obraz brišemo in vse ostalo. Torej, vam kar polagam na srce, tudi pri lulanju in pri kakanju, preden torej potegnete vodo, zaprite pokrov in potem potegnite vodo. Imamo pa še eno stvar v našem domu, ki je zelo nečista in to so naši ključi. Torej, ključi so tudi ena izmed tistih zelo umazanih stvari in vprašam vas, kdaj ste dejansko počistili vaše ključe? No, kdaj ste jih? Pa vse ostalo, kar se greja, ne? Zdaj, mogoče malce težje čistiti ključe, ki so pravzaprav od avtomobila elektronski, ampak vse ravno tele ključe, ki so torej kovinski, lahko komot date v krop vodo in pobrišete vsak teden, vse ostale pa torej uporabite kaj drugega, zato da te ključe torej tudi počistite. In ko smo ravno pri tem, zagotovo ste pomislili na kakšno dezinfekcijsko sredstvo. Na naši spletni strani pa smo objavili novico, ki govori o tem, kako je pravzaprav nevarno antibakterijsko milo. Zakaj je antibakterijsko milo nevarno? Zaradi tega, ker iz naših rok, kjer se nahajajo tako dobre kot slabe bakterije, dejansko odstrani vse. In kaj to povzroči? To povzroči, da smo še bolj ranljivi. Tako da, če imate doma antibakterijsko milo, stran z njim, na takšen način smo tudi potem manj odporni, oziroma ne manj odporni, bolj odporni proti antibiotikom recimo, in ko pride to v kombinacijo z klorom, ki je v vodi, nastane ena velika katastrofa. In ko sem omenila antibiotike, zvedela sem, da bo leta 2050 najpogostejši vzrok smrti, veste kaj? Ne, to ne bodo rakava obolenja, ampak bodo virusi, ki so odporni na antibiotike, ki jih danes poznamo. To pomeni, da moramo skrbeti za dobro in zdravo črevesno mikrofloro in tudi mikrofloro, ki jo imamo na koži. In tega vsekakor ne bomo dosegli z antibakterijskimi zadevami, z prevelikim dezinficiranjem in vsem tem, kajti veliko ljudi gre potem v totalno skrajnost in si naredi še več škode kot koristi. No, druga stvar, drage moje dame, malce
malce skačem iz kuhinje v dnevno sobo, pa pravzaprav tudi na naših ram, pa so ženske torbice. Ženska torbica je ena izmed zelo umazanih stvari. Sami pomislite, kdaj ste nazadnje, drage dame, odprle naše torbice, stresle dejansko vse na mizo in počistile vsebino, ki je v njem. No, najbolj umazan del torbice pa ni samo notranjost, ampak ravno ta del. Kajti ogromno žensk še vedno torbice odlaga povsod po temu sistemu, kakor boste zdajle, ne bom demonstrirala, nekam prideš, super, fino, fajn, in kam daš torbico? Na tla ob sebi. Ja, seveda. In potem te torbice odnašamo in jih polagamo na pult, jih odlagamo na jedilno mizo in s tem dejansko se zadeva širi. Že po feng shuju, drage dame, nikoli ne odlagati torbice na tla, ker s tem odteka energija denarja. No, evo, zdaj pa note več tega delale, skratka, zmeraj ali na stol ali na mizo, nikoli na tla in enostavno poskrbite za to, da tudi pomijete oziroma pobrišete in skrbite za higieno vaše torbice. No, v torbici sami notranjosti pa naj se ne bi nahajali neki stari izdelki kozmetični, kot so recimo kakšne šminkice pa take zadeve, oziroma moramo pogledati, kakšen je njihov rok, kajti stara kozmetika je tudi vir bakterij in treba vse pometati stran. Poglejte, to 3-4 mesece, če je zunaj, to je že za stran. Poznam pa ženske, ki imajo že leta eno in isto šminko, ker se pač ne našminkajo tako zelo pogosto. Tako da moramo paziti na vse te stvari. Zakaj? Ne samo zaradi tega, da bomo znani kot zelo čisti, ampak tudi zaradi tega, ker bomo na takšen način razbremenili naš imunski sistem. In ko razbremenimo naš imunski sistem, samozdravilni sistem telesa deluje boljše. To pomeni, da ne najahamo vsak virus, ko pride, in vsako epidemijo, tako in drugačno, in vse prehladna obdobja, ampak enostavno vzdržujemo odlično zdravje skozi vso leto. Še ena stvar je tista, ki jo želim omeniti, znova se bom vrnila v kuhinjo, in sicer kuhinjske krpe. Kuhinjske krpe, kako pogosto jih menjujete? Vsekakor bi na nekaj dni morali to krpo vsekakor menjati, hkrati pa svetujejo v eni krasni, čudoviti knjigi, ki se bolj poglablja, da uporabljamo hkrati zmeri 3 servete, sploh če smo veliko v kuhinji, zaradi tega, da ena, ki se nam suši, da ima čas, da se posuši do konca in tako naprej. No, še kakšen recept, nasvet in takle praktičen namig vam podam tale trenutek, pa dajmo pogledati, kateri dogodki so trenutno aktualni in kje se srečujemo. Kaj pa, če bi letos resnično izpolnili novoletno zaobljubo in zares shujšali? No, dober začetek je mesec januar. Konec januarja vas vabimo na tečaj vitkanja, torej zdravega hujšanja, ki tudi dokazuje, da diete niso prava izbira, pač pa menjava življenjskega sloga. Jelena Dimitrijevič bo v nekaj tednih povsem preobrazila vaš način prehranjevanja in zakaj vam do zdaj še vedno ni uspelo, da bi shujšali enkrat za vselej ter začeli živeti drugače. Več tednov poteka tečaj vitkanja, nanj se pa lahko prijavite že danes. 02 6200 230 ali klepetobkavi.si. Tečaj vitkanja za gledalce Klepeta ob kavi. Vabljeni torej, da se nam pridružite, predvsem na vikendih za dušo poskrbim, da dejansko povem vsakdanje stvari in da si tudi določene tehnike, metode naučimo, da postanejo del našega življenja, ne da si moramo za njih cajt vzeti. In tukaj se mi zdi, da je velik potencial. Sicer pa smo vam pripravili še kar nekaj drugih nasvetov, dajmo jih torej pogledati, kar se tiče zagotavljanja čistega okolja, ki na takšen način tudi razbremenjuje naš imunski sistem. Torej, omarce v kuhinji je treba zelo pogosto pobrisati in tistih stranskih delov in stropa res ne smemo spuščati in dobro je tudi obrisati kljukce na vratcih
tega ponavadi ne pobrišemo in pa vso odlagalno površino, kakor jih dejansko imamo, sploh pa pribor in pa rezalne deske. To še ni vse, še nekaj nasvetov smo vam pripravili, kar se tiče torej vsega tega, in sicer hladilnik. Takoj, ko opazite kakšen masten madež ali pa karkoli, takoj je treba to v hladilniku popucati. Na takšen način bo tudi hrana bolj kvalitetna. Zdaj, glede hladilnika, jaz imam v hladilniku orgonit, ki pomaga dejansko hrani, da ostane bolj sveža, tako da mogoče tudi ideja za vas. Pazite na pravilno shranjevalne živil, tako kakor more biti, redno menjujte kuhinjske krpe, to smo dejansko tudi že povedali, in pa na jedilno mizo. Dejte paziti, kaj dejansko odlagate na jedilno mizo, to je miza, iz katere dejansko jemo. In vsekakor tukaj velja tudi priporočilo glede uporabe čistil. Naj bodo ta čistila ekološka, danes lahko res veliko vsega tega dobite, kajti tista agresivna čistila, lejte, vse to se nam vrne na naše krožnike, vse to se vrne na naše krožnike, zato uporabljajte res tista čistila, ki so ekološka, sami pa veste in vsaka gospodinja ve, da s kisom, limono in sodo bikarbono lahko delaš čudeže.